Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na zaključni konferenci projekta Center vseživljenjskega učenja Posavja. Dovolite, da vas popeljemo po naših krajih in vam pokažemo, na kakšen način je Ljudska univerza Krško v letih 2008-2014 Posavje povezala v znanju. Besedo predajam direktorici Ljudske univerze Krško, Nataši Kršak. Dobar dan. Lepo pozdravljeni v imenu Ljudske univerze Krško. Posebej toplo pozdravljam župana občine Krško, gospoda magistra Mirana Stanka, predstavnico občine Brežice, magister Boženo Devčič, predstavnike, direktorje partnerskih organizacij, ki so sodelovali v projektu Center vseživljenjskega učenja, predstavnike Andragoškega centra Slovenije, predstavnike občinskega sveta občine Krško, predstavnike sveta Zavoda Ljudske univerze Krško, predstavnike Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in vse, ki ste si danes vzeli čas, da ste na naši zaključni konferenci z nami. Nekoliko drugače smo zastavili to konferenco. Peljemo vas danes na eno potovanje po Posavju. Naša vodička bo Anja Brilej-Bohorč, zaposlena sicer na Ljudski univerzi Krško, in nekoliko vam bomo predstavili tako revijo kot Posavje, kot tudi vse rezultate, ki smo jih v letih od 2008 do 2013 v projektu Center vseživljenjskega učenja Posavje dosegli in si jih zastavili. Želim vam prijetno potovanje, seveda bomo poskrbeli tudi vmes za kakšno osvežitev in okrepitev in pa seveda neformalno druženje na koncu. Želim vam, da bi se v naši družbi prijetno počutili in še kdaj preživeli čas v Ljudsko univerzo Krško. Hvala gospod direktorici. K besedi pa vabim župana občine Krško, magistra Mirana Stanka. Izvolite. Spoštovana gospa direktorica, cenjeni gospe in gospodje, gostje. Naj vas najprej v imenu občine Krško prav lepo pozdravim in zaželim tistim, ki niste pa iz Krškega, dobrodošlico tudi v naši občini. Sicer pa želim, da bi današnja konferenca potekala v takem prijetnem vzdušju in za izmenjavo koristnih informacij. Človeštvo ne bi nikoli napredovalo tako, kot je napredovalo, če ne bi bila prisotna vedoželjnost. In ta vedoželjnost je vedno pogojena tudi z znanjem in pridobivanjem znanja. Če gledamo eno življenjsko dobo in človeka, lahko vidimo, da je že zelo zgodaj potrebno iti po nekih stopinjah znanosti oziroma znanja. Pridobivamo si najprej kvalifikacije za naše osnovno delo, spravi v šolah, v šolah in tistih institucijah, ki so nekako uradne institucije. Kasneje, ko se zaposlimo in postanemo polno ustvarjalni člani naše družbe, pa se srečujemo vedno znova s tem, da nas čas prehiteva, da nam znanje, ki smo ga pridobili, uhaja, pobegne in ga je potrebno vedno znova loviti. Zato je vedno vsakom iz vas znano, da je potrebno ves čas študirati na tak ali drugačen način, na formalen ali neformalen način, veliko prebirati in se informirati na vse možne načine, zato da smo sposobni se spoprijeti s tistimi izzivi, ki jih vsak dan doživljamo v življenju. Ko pridemo v tretje življenjsko obdobje, se ta vedoželjnost ne sme nehati, kajti potrebno je, da smo še nekako ustvarjalni člani naše družbe. Rečem lahko, da sem ničkoliko krat imel priložnost sodelovati na srečanjih starejših občanov naše in drugih občin v Posavju in vedno znova me je presenetilo, koliko relativno mladih obrazov je med njimi in koliko je ljudi, ki so še voljni in sposobni upravljati različna dela. Zato je zelo pomembno, da se tudi v tem življenjskem obdobju ljudje izobražujejo. Skozi zadnjih skoraj 55 let je Ljudska univerza Krško sodelovala pri tem učnem procesu in bila, lahko rečem, mnogokrat v središču dogajanja, tako v Krškem, kot tudi sedaj v celotnem Posavju. Za to delo bi jim želel čestitati z tega mesta in zaželel, da ne bi njihova volja do tega poslanstva, ki ga upravlja, ugasnila, da bi se še naprej s čim bolj tvorno vključevali v te procese. Projekt vseživljenjskega učenja je sigurno eden takih projektov, ki skrbi za starejšo populacijo in dejansko ustvarja polnopravne in nekako polno zmožne občane, ki najdejo v mogoče tretjem življenjskem obdobju tudi priložnost za različne
dejavnosti, ki se jih mogoče prej niso niti vtignili, niti znali lotiti. Ker se bliža konec tega leta in se približuje novo leto, bi vam vsem skupaj, tukaj prisotnim in predvsem pa Ljudski univerzi Krško zaželel uspešno novo leto, da bi se nadaljevali s tem delom in bili potem čim bolj uspešni. Da bi, recimo, temu šolske klopi zapustilo čim več zadovoljnih in znanjem napolnjenih občanov. Hvala lepa. Gospod župan, hvala za vaš prispevek. Prosila bi, da se mi še enkrat pridruži direktorica Ljudske univerze Krško in prebere prispevek, ki so ga poslali strani ministrstva, ki ga je poslalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Najprej vam vsem prenašam lepe pozdrave predstavnikov našega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih. Prebrala bom njihov nagovor. Spoštovane gospe in gospodje, udeleženci zaključne konference dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Posavje. Konec letošnjega leta se zaključuje izvajanje 14 projektov dejavnosti Centrov vseživljenjskega učenja, ki so umeščeni v vse statistične regije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sta za projekte namenila skoraj 11 milijonov evrov, kar je pomembno prispevalo k dvigu splošne izobraženosti odraslega prebivalstva, večji zaposljivosti in vključenosti v vseživljenjsko učenje. Posavska regija je za ta namen prejela 477 tisoč evrov. Projekt dejavnosti v ŽUL so posebni in zato unikatni, ker kažejo najmanj naslednji pokazatelji. 6-letno obdobje izvajanja je bila prednost, ki je predstavljala stabilnost za izvajalce in kontinuiteto za udeležence. Informiranje, svetovanje in učenje je bilo za uporabnike brezplačno. Odvijalo se je v krajih, kjer odrasli živijo, delajo ali preživljajo prosti čas. Odprta vrata prizorišč po vsej državi ter zgledi uspešnih učečih se posameznikov, skupin in podjetij so privabljali vse, ki se zavedajo pomena znanja in si zanj prizadevajo. V različne oblike organiziranega učenja so bile vključene različne ciljne skupine odraslih. Mlajši odrasli, aktivno prebivalstvo, manj izobraženi in pripadniki različnih ranljivih skupin. Z animacijskimi in kulturnimi dogodki so projekti pripomogli k ozaveščanju najširše javnosti o pomenu učenja v vseh življenjskih obdobjih v poklicu in zasebni sferi. Med partnerji v projektu so se spletle poslovne vezi, kar daje projektom izjemen pomen. V CVŽU v Posavski regiji ste v procesu učenja uvajali nove oblike učenja in svetovanja, vzpostavljali medgeneracijsko sodelovanje, tako da je prihajalo do predajanja znanja in veščin v obe smeri. Izkazali ste se z zaposlitvenimi kotički, ki so med drugim prispevali k promociji deficitarnih poklicev. Okrepili ste sodelovanje z gospodarskimi družbami v regiji in izkazali odlično sodelovanje z območno službo Zavoda za zaposlovanje. Z mobilno učilnico za samostojno učenje ste nadgradili dejavnost samostojnega učenja. Izjemen pečat vašemu projektu je dalo tudi odlično sodelovanje s 3 knjižnicami v regiji. Ljudska univerza Krško in partnerji projektu ste vseh 6 let vztrajno opogumljali in izobraževali posameznike, ki so zgodaj opustili šolanje. Niso dosegli željene ravni izobrazbe ali nimajo dovolj temeljnih in poklicnih možnosti, zaradi česar jih je družbeno-ekonomska kriza posebej prizadela. Za konec poudarjamo, da Slovenija pripravlja dokument za novo programsko obdobje kohezijske politike do leta 2020, v katerem bodo možnosti in priložnosti za nove projekte oziroma za nadaljevanje začetih aktivnosti, tudi na področju izobraževanja odraslih. V imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejmite čestitke za uspešno izpeljan projekt z iskreno željo, da začeto delo nadgrajujete v dobrobit prebivalcev Posavske regije. Boštjan Rozman-Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih in magister Katja Dovžak, sekretarka. Hvala vsem za ugodne pozdrave in nagovore. Sedaj pa začnimo naš sprehod po točkah vseživljenjskega učenja. Vse se je začelo leta 2008 v Krškem, kjer je kot vir energije in znanja Ljudska univerza Krško kot vodilna partnerica projekta ob sebi zbrala vedoželjne, učeče se in novim znanjem naklonjene partnerje. Družil jih je skupen moto. Znanje je moč.
Ljudsko univerzo Krško in njen vir energije nam bo predstavila Nataša Kršan. Kako smo postali vir energije na Ljudski univerzi Krško? Vse se je začelo v regiji Posavje. Torej, vsako potovanje se začne z Zemljino, se pravi regija Posavje. Ko smo leta 2008 začenjali projekt, so bile v posavski regiji samo 3 občine, Krško, Brežice in Sevnica. Danes nas je nekoliko več. Še Kostanjevica ob Krki, Bistrica ob Sotli in Radeče so se nam pridružile v teh 6 letih, ko smo pač projekt izvajali, zato smo pač projekt v začetku umestili v vsako občino posavske regije. Nekaj značilnosti naše regije: 70.250 prebivalcev, gostota prebivalcev nekje 79 prebivalcev na kvadratni kilometer, 13,5% kmečkega prebivalstva. Naša izobrazbena struktura je tudi kar dosti nizka, no? Prevladujejo ljudje z največ srednjo in pa končano osnovno šolo, pa tudi staranost. Smo kar regija, kjer je vedno več starejših. Stopnja brezposelnosti v naši regiji pa je 13,8%. Kdo smo Ljudska univerza Krško? Smo javni zavod, ki nas je leta 1959 ustanovila občina Krško in bomo naslednje leto praznovali 55. obletnico delovanja. Tako da imamo res eno bogato tradicijo v izobraževanju odraslih. Smo majhna ljudska univerza, ne vem, če ne ena izmed najmanjših v Sloveniji v Zvezi ljudskih univerz. Namreč vsa leta nas je zelo malo zaposlenih. V letošnjem letu 3, pa tudi naše število zaposlenih večje kot 5, skoraj da v vseh letih našega delovanja ni bilo. Letno vključujemo v naše izobraževalne programe okoli 3500 udeležencev izobraževanja odraslih. Kaj vse izvajamo na Ljudski univerzi Krško? Osnovna šola za odrasle, nacionalne poklicne kvalifikacije, usposabljanje za življenjsko uspešnost, računalniške in jezikovne tečaje, študijske krožke, šolo za starše, univerzo za 3. življenjsko obdobje. Vsako leto izvedemo promocijsko akcijo Teden vseživljenjskega učenja in pa v zadnjih 5-6 letih številne projekte. Večinoma vse financirane iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada. To so projekti dejavnost Centra vseživljenjskega učenja Posavje, dvig ravni pismenosti, POKI, splošno in neformalno izobraževanje odraslih, uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. No, ker vedno iščemo nove izzive, smo v preteklih letih želeli svoje vire moči preizkusiti tudi v mednarodnem projektu in smo v projektu IPA kot partnerska organizacija sodelovali v projektu Delim znanje, ohranjam dediščino z akronimom KULT-PRO, kjer smo poskrbeli za usposabljanje prostovoljcev za delo v kulturi. Leta 2008 smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v upravljanje oziroma v izvedbo dobili projekt Center vseživljenjskega učenja Posavje v vrednosti 477.000 evrov. Operacija, celoten projekt je bil financiran iz 2 virov, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa iz Evropskega socialnega sklada, tako da smo vse dejavnosti, ki smo jih ponujali ljudem v Posavju, izvajali brezplačno. In postali smo vir energije. Naša regija namreč slovi kot regija, kot energijski bazen Slovenije. Slike zagotovo prepoznate, nuklearna elektrarna, hidroelektrarne na spodnji Savi, pa še komandna soba iz nuklearne elektrarne kot prispodoba za naše vodenje projekta, kajti projekt smo vodili v celotni regiji in ga koordinirali iz Ljudske univerze Krško. Cilji projekta so bili kar ambiciozni, vključevanje čim večjega števila prebivalstva v različne oblike vseživljenjskega učenja, povečanje zaposljivosti prebivalstva, zagotavljanje dostopnosti do informiranja in svetovanja, zagotavljanje dostopa do organiziranega samostojnega učenja, razvoj in zagotavljanje dostopa do inovativnih oblik učenja, promocijo vseživljenjskega učenja, povezovanje potreb posameznika s potrebami trga dela in pa stalno strokovno usposabljanje zaposlenih. Da smo vse te cilje lahko uresničili,
smo se povezali v partnersko mrežo. V sodelovanju smo povabili Valvazorjevo knjižnico Krško, knjižnico Brežice, knjižnico Sevnica in pa Mladinski center Krško. In tako smo se razporedili po naši regiji Posavje. V Krškem, kjer je sedež Ljudske univerze, je delovalo svetovalno središče Posavje in tudi točka vseživljenjskega učenja oziroma središče za samostojno učenje. V Brežicah v knjižnici Sevnica je delovala točka vseživljenjskega učenja in dislokacija svetovalnega središča Posavje. Prav tako v Sevnici točka vseživljenjskega učenja in dislokacija svetovalnega središča. Na Senovem in v Kostanjevici na Krki pa sta delo upravljali točki vseživljenjskega učenja. Naš cilj v projektu je bil ta, da se čim bolj približamo ljudem izven teh naših večjih mestnih središč v Posavju. Torej, temeljne naloge, ki so potekale v okviru projekta, izvajali smo dejavnost svetovalnega središča Posavje, točke vseživljenjskega učenja, nekaj posebnih nalog, ki jih bomo v nadaljevanju predstavila. Deloval je portal Centra vseživljenjskega učenja Posavje, ves čas smo skrbeli za promocijo in pa seveda tudi za evalvacijo našega dela. Najprej svetovalno središče Posavje je ena osrednjih dejavnosti v Centru vseživljenjskega učenja. Sedež svetovalnega središča je na Ljudski univerzi Krško in seveda središče še vedno deluje, namreč projekt se zaključi z 31.12.2013, pa najverjetneje bomo z delovanjem nadaljevali tudi po tem datumu. Delovalo je središče tudi že naprej omenjenih dveh dislokacijah, v Sevnici in pa v Brežicah. Cilji svetovalne dejavnosti zasledovali smo dva osnovna cilja. Vsem odraslim zagotoviti brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju in pa povezati čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev v okolju. Namreč tudi svetovalno središče ima znotraj projekta svojo partnersko mrežo, v katero vključujemo na eni strani strokovne partnerje in na drugi strateške partnerje, tako da delujemo v dveh omrežjih partnerstv. Aktivnosti svetovalnega središča prevladovalo je individualno svetovanje posameznikom iz različnih področij, potem skupinsko svetovanje. V tem času smo svetovanje izvedli za 200 skupin, predvsem brezposelnih oseb. Organizirali smo strokovni dogodek, regijski posvet o povečanju dostopnosti izobraževanja in svetovanja za ranljive skupine, predvsem za Rome, starejše in pa migrante. Vsako leto sodelujemo v akciji Dnevi svetovalnih središč slovenskih, namreč smo del mreže slovenskih svetovalnih, 14 slovenskih svetovalnih središč. Sodelujemo na zaposlitvenih sejmih, ki se odvijajo v naši regiji. Vsako leto sodelujemo tudi pri pripravi časopisa ISIO. In pa skrbimo ves čas za promocijo. V teh letih je bilo za dejavnost svetovalnega središča pripravljeno kar 60 medijskih objav, predvsem v lokalnih medijih. Ciljne skupine, ki smo jih vključevali v svetovalno dejavnost, so prevladovali brezposelni, upokojenci, ženske nad 45 let, migranti, invalidi, osipniki in pa tudi Romi. Vsebine informiranja. Predvsem smo ljudem svetovali za pridobitev izobrazbe in za različne prekvalifikacije, za neformalne oblike za pridobivanje iskanje dela in poklica, neformalne oblike izobraževanja za osebnostno rast. Veliko svetovanj smo imeli tudi z področja financiranja izobraževanja, predvsem smo pomagali ljudem pri izpolnjevanju razpisnih dokumentacij na javne razpise za povrnitev finančnih sredstev, ki so jih v izobraževanje vložili, in seveda pomagali pri odpravljanju učnih težav. Ena večja dejavnost našega svetovalnega središča pa so bili tudi zaposlitveni kotički, namenjeni brezposelnim in pa vsem tistim, ki so iskali zaposlitev, kjer smo z individualnimi svetovanji nekako pomagali ljudem tudi do zaposlitve. Število strank v svetovalnem središču je raslo iz leta v leto. Tudi tu smo zelo podobni našim virom energije, namreč tudi elektrarne se v omrežje ne vključijo s polno močjo, ampak to moč počasi dvigujejo in tudi pri nas je nekako tako potekalo strankam v svetovalnem središču. V zadnjih letih smo zastavljene kazalnike presegli, v prejšnjih letih pa, bom rekla, z velikim trudom skoraj da dosegali. Ves čas smo skrbeli tudi za kakovost v naši storitvi, v našem svetovalnem središču.
in seveda pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije izvedli vse aktivnosti povezane s kakovostjo, imamo listino o kakovosti, izjava o kakovosti in tudi spletno stran o presojanju in razvijanju kakovosti smo vzpostavili. V okviru centra vseživljenjskega učenja so delovali tudi točke vseživljenjskega učenja in sicer v knjižnici Brežice, TVŽU Brežice, to so zdaj kratice za točke vseživljenjskega učenja, v Kostanjevici na Krki, Senovo in pa v Sevnici. Cilji delovanja točk vseživljenjskega učenja so bili predvsem pridobivanje znanja, povečana dostopnost izobraževanja za ljudi, ki morda ravno niso živeli v Krškem, povečanje vključenosti teh ljudi v različne oblike izobraževanja in pa predvsem nove inovativne oblike učenja. Vsebine, ki smo jih izvajali na točkah vseživljenjskega učenja v sodelovanju s partnerji, so zajemale predvsem osebnostno rast, potopise, računalništvo, ustvarjalne delavnice, predavanja in delavnice z področja komunikacije in pa seveda kar obsežen del predavanj z področja zdravja. Število udeležencev na točkah vseživljenjskega učenja pa je preseglo vse naše zastavljene kazalce, ker smo že v prvih letih kazalce, ki smo si jih pač na začetku projekta zastavili, kar krepko presegli. Posebnosti centra vseživljenjskega učenja Posavja, v čem je naš center nekoliko drugačen od ostalih 13 centrov vseživljenjskega učenja, ki delujejo v Sloveniji. Pri nas je v okviru centra zaživelo središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Krško, zaživeli so zaposlitveni kotički, mobilna učilnica in pa spletni portal centra vseživljenjskega učenja. Še nekaj mogoče o teh naših drugačnostih. Središče za samostojno učenje ima sedež na Ljudski univerzi Krško, kjer ponujamo udeležencem možnost učenja s pomočjo IKT tehnologije, se pravi učenje s pomočjo računalnikov. V teh letih so se ljudje pri nas učili predvsem računalništva, uporabe interneta, elektronske pošte, tujih jezikov, slepega 10-prstnega tipkanja. Tako da je naše središče obiskalo 1588 udeležencev samostojnega učenja in so se pri nas učili 1185 ur. Zaposlitveni kotički so bili namenjeni iskalcem zaposlitve, tako brezposelnim kot tistim, ki so želeli spremeniti svojo kariero. Nudili smo individualno pomoč pri iskanju zaposlitve, tudi samostojno iskanje zaposlitve smo omogočali v našem središču za samostojno učenje in pa izvedli smo kar nekaj skupinskih predstavitev in delavnic vezanih na uspešnejše iskanje zaposlitve. Število udeležencev v zaposlitvenih kotičkih je bilo 294. Mobilna učilnica za samostojno učenje, s katero smo skušali približati učenje tudi bolj odmaknjene kraje. Poleg učenja z IKT tehnologijo smo v tej mobilni učilnici izvajali tudi različna predavanja in delavnice. Število udeležencev v tej mobilni učilnici je v letih izvajanja projekta 1084. Za spletni portal je skrbela naša partnerska organizacija Mladinski center Krško. Vsa leta projekta so z nami uspešno sodelovali pri vzpostavitvi portala in potem tudi v nenehni skrbi za to, da so bile na našem portalu objavljene vse informacije o dogodkih v projektu in seveda tudi predstavljen naš projekt v celoti. Nekaj rezultatov centra vseživljenjskega učenja, bom rekla tako združeno. Ure, ki smo jih izvedli v svetovalnem središču dejavnosti svetovanja. V svetovanje smo vključili 3904 udeležence, na točkah vseživljenjskega učenja v središču za samostojno učenje in v mobilni učilnici skupaj pa 14246 ljudi. Vse skupaj se nam je v teh letih pridružilo in se skupaj z nami učilo 18134 udeležencev, kar mislim, da je za našo regijo lepa številka. In želimo si seveda, da bi imeli še virov energije, tudi tistih finančnih v bodoče, da bomo to poslanstvo, ki smo ga imeli priložnost začeti z projektom Centra vseživljenjskega učenja Posavja, lahko nadaljevali in ljudem nudili še naprej to, da se lahko učijo v neposredni bližini svojega doma, tudi nadaljavo in bi želeli s tem delom, ki smo ga v projektu zastavili, tudi nadaljevati. Hvala za vašo pozornost. Iz Krškega nas pot vodi Posavje navzgor in pristanemo na Senovem. V kraju, kjer so ljudje 200 let
rod za rodom kopali črno zlato in nastalo mnogo zgodb, ki bi jih bilo škoda pozabiti. Koliko informacij so uspeli izkopati na Senovem, nam bo povedal Vilko Planinc. Takole, lepo pozdravljeni. Senovo je četrto največje naselje v Posavju, takoj za občinskimi središči Berežice, Krško in pa Sevnica. In šteje 2317 prebivalcev, to so podatki statističnega urada iz julija letos. Takole, tale rudnik smo si vzeli kot neko rdečo nit naše točke. Največji razvoj je kraj dosegel v 20. stoletju, ko je pač so intenzivno začeli kopati rjavi premog v rudniku Senovo. Tole je knjižnica Senovo. Na Senovem smo od leta 2005 in delamo vsak ponedeljek in četrtek od 12. do 18. ure, tako da povabljeni delam na času knjižnice. Da so potem delavnice, krožki in predavanja v okviru TVŽU potekali tudi v drugih dnevih. Ta stavba, ki jo domačini še danes poznajo pod imenom Rudniška uprava, čeprav rudnik formalno več ne obratuje, je postala kar nekak center tega vseživljenjskega izobraževanja na Senovu. To je sicer se bolj slabo videti, to je en tak miselni vzorec. Pri pripravi programa smo upoštevali želje in potrebe naših uporabnikov, se pravi uporabnikov knjižnice na Senovem, te smo najbolj poznali. In ker je na Senovem dolgo časa bil tudi obrat Lisce, kašivalnice, veliko žensk je obiskovalo knjižnico in prav prvi krožek, prva aktivnost na TVŽU Senovo je bil krožek ročnih del. To je ena fotografija iz nekje iz 50-60 let Senovega, ko so organizirali šivalni tečaj in tako smo potem začeli s tem krožkom ročnih del. To so pa zdaj te gospe, ki nadaljuje svoje delo v okviru društva upokojencev. Tako smo nekako planirali te vse aktivnosti, da se potem to, če se je začelo, malo tudi že predele, pa so nadaljevali tukaj, smo mi organizirali predavatelje in potem so se oni zorganizirali in delajo zelo aktivne so naše upokojenke Senovške v svojem klubu v društvu upokojencev Senova. Naslednji, en tak velik krožek je bil s skupnim naslovom Zgodbe mojega kraja. Potekal je v knjižnici, teoretični del, zbirali so ti člani, so izmenjevali fotografije, stare članke in tako naprej, debatirali spominih in tako naprej. Potem se podpravili tudi po Senovem in evidentirali trenutno stanje, kakšno je na terenu. Vodja tega krožka je bil Tone Petrovič, tudi predsednik, v tistem času predsednik turističnega društva in potem oni spet nadaljuje to delo še vedno naprej. Več sklopov lahko razdelili naše dejavnosti. Eno so bili ustvarjalne delavnice, že omenjeni računalniški krožki in pa tečaj keramik oziroma oblikovanja gline. Tam v preddverju dvorane lahko vidite tudi izdelke naših članic in članov. Potem naslednji sklop je bil, lahko rekli, urejanje vrta, zelenjavnega, zeliščnega in okrasnega. So bile tako zelo zanimive delavnice. Prihajali so mentori iz naših krajev, pa tudi iz cele Slovenije. Tule vidimo, kako so ljudje prinašali slike svojih vrtov, spraševali za nasvete te predavatelje, pa tudi sami med sabo, to so eni takih bolj zanimivih teh dejavnosti. En drug velik sklop teh predavanj je bil lahko skrb za zdravo življenje. Sem so spadali, tule mislim, da je predavanje v nordijskih hoji, potem je bilo zdravilno zelišče, nabiranje, sušenje, priprava, uporaba, potem je bil Evropa doma, smo vabili, se pravi, boj proti raku dojk, pa telovadba, nordijska hoja, kot že rečeno in podobno. En sklop, ki je bil včasih bila ena oddaja na Radiu Slovenije, Spoznavamo svet in domovino, en kviz, in vsem smo mi spravili potopisno predavanje po Sloveniji in svetu, tako po Sloveniji in svetu, v bistvu smo
skoraj vse celine obredli, Argentino, Avstralijo, Južno Ameriko, Avstralijo, Severno Ameriko, Azijo, na Japonskem smo bili in pa seveda tudi po Sloveniji smo pohajkovali, pa Evropi. Zelo zanimivo je bilo predavanje Pije Peršič, ki je prehodila slovensko planinsko pot v 30 dneh. Teh predavanj so se zelo radi udeleževali naši člani. Na tem ustanovi smo imeli več kot 100 prireditev, ki jih se udeležili 1181 obiskovalcev. Sodelovali smo z lokalnimi društvi, se pravi z društvom upokojencev Senovo, turističnim društvom, potem s sosedi iz Kozjanskega parka, del parka je tudi v občini Krško seveda. Sodelovali smo z domačimi avtorji, kot vidite, in pa tudi znanimi avtorji iz drugih koncev Slovenije. Ob koncu tega projekta bi se zahvalil v imenu knjižnice Senovo, predvsem v imenu ljudi, naših članov, zaradi njih smo vse to počeli. Bi se zahvalil vsem partnerjem, predvsem pa Ljudski univerzi Krško in pa upam še v bodoče na nove energije in pa nove sinergije. Nadaljujemo pot do Savi navzgor in se ustavimo v Sevnici. Lepa dolina ob Savi je skozi celoten projekt postala dolina znanja, kjer so se ljudje učili, družili in imeli priložnost skozi 66 različnih dogodkov pridobiti številna nova vedenja. Besedo predajam Aniti Šiško. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Naj hitro predstavim Sevnico, na kratko. Mesto Sevnica je z okrog 5000 prebivalci industrijsko, obrtno, trgovsko, kulturno in upravno središče občine z obširnim zaledjem ter tudi pomembno lokalno središče. Na kraj ima velik vpliv reka Sava, ki ima v našem projektu tudi povezovalno vlogo. Zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje Sevnica številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Nikakor pa pri vsem tem seveda ne smemo pozabiti tudi na izredne turistične priložnosti v naši občini. Občina Sevnica pa je po zadnjih statističnih podatkih štela 17 470 prebivalcev, po površini pa je to 11. največja občina v Sloveniji in sicer meri 272 kvadratnih kilometrov. Knjižnica Sevnica je osrednja knjižnica v občini in deluje tudi že skoraj 55 let v Sevnici. Projektu pa smo se pridružili aktivne leta 2009. In sicer, ker nam zakonodaja nalaga knjižničarska tudi izvajanje vseživljenjskega učenja, smo nekako v tem projektu videli priložnost za naše bralce in uporabnike. Torej, zadeve so se odvijale v knjižnici in tudi izven. Od takrat, se pravi v 2009, smo v okviru projekta v Sevniški knjižnici izvedli 66 dogodkov. Pri tem smo se osredotočili predvsem na srednjo generacijo in ranljivejšo skupino in sicer na brezposelne osebe. Organizirali smo potopisna in strokovna predavanja, delavnice za brezposelne, 2 fotografski in računalniški delavnici. Pri strokovnih predavanjih smo se nekako osredotočili na teme z področja zdravja, ekologija, osebnostne rasti, vzgoje in vrtnarstva. Pri izboru avtorjev nas je vodila profesionalnost le-teh in kvaliteta izvedbe. Naj navedem pa na hitro nekaj imen. Sanja Lonča, Dario Corteze, malo se tudi po teh točkah imena ponavljajo. Vsekakor so bila to zelo taka zanimiva predavanja, zelo obiskana in še nekaj fotoutrinkov, zelo lepe obiski so bili knjižnic in teme zelo različne, kot sem že povedala. Tako, v okviru potopisnih predavanj smo prepotovali praktično tudi v svet, od Skandinavije preko Rusije na bližnji srednji in daljni vzhod do Avstralije in Severne in Južne Amerike. Nikakor pa nismo pozabili tudi na Slovenijo in se ustavili tudi v naši čudoviti deželi. Nekaj imen spet, pa vsekakor so bila to zelo taka slikovita predavanja, saj so naši predavatelji s seboj prinesli tudi marsikaj zanimivega, tako od eskimov do tukaj gospod oblikati eskimov, skratka zelo slikovito, zelo nazorno. Marsikdo je tukaj res se zelo potrudil in obiskovalci so lahko dobili res lepo sliko v deželah.
kjer so jih udeleženci pogledali si. Delavnice za brezposelne smo rekli, smo izvedli 3, udeležilo se jih je 69 udeležencev. Nekako se nam je zdelo, da v tem projektu damo priložnost tudi brezposelnim osebam. Želeli smo jim ponuditi pomoč pri iskanju službe in po izjavah udeležencev so bile to zelo koristne delavnice, saj so bile teme zelo konkretne in uporabne. Izvedli smo tudi računalniške delavnice, tudi za starejšo populacijo in imeli 35 zadovoljnih udeležencev, ki še kar sprašujejo, kdaj se bodo delavnice nadaljevale. Imamo spet nekaj fotografij, skratka, da smo že pri fotografski delavnici, sta bili pa 2, tudi zaradi velikega zanimanja. Nekaj del delavnice izvajajo v knjižnici, del pa tudi na terenu. So pač udeleženci fotografirali, lovili motive in rezultate si lahko ogledate zunaj v avli, kjer je tudi razstava fotografij z delavnice. Tako je nastala na našem sevniškem gradu tale fotografija udeležencev. Vsekakor smo k predavanju povabili tudi nekaj domačih imen in to so bila seveda tudi zelo obiskana predavanja. Domača imena vedno pritegnajo ljudi in smo že pri številkah, ki rastejo iz leta v leto. Zelo smo bili veseli take velike udeležbe in na koncu našteli 3698 udeležencev. Naše cilje, ki smo si jih zastavili, smo dosegli, spodbujali smo vseživljenjsko učenje, širili znanje in informacije, aktivno vključevali udeležence v kakovostno preživljanje prostega časa in hkrati spodbujali tudi medgeneracijsko druženje. Za zaključek bi se rada zahvalila vsem partnerjem za sodelovanje in koordinatorki vodji projekta Ljudski univerzi Krško za sodelovanje, za povezovanje. Ugotovili smo, da smo skupaj močnejši. Podanega je bilo, kot smo rekli, že veliko znanja, koristnih informacij, druženja. Vprašanje, kako naprej, bi bilo pa naslovljeno na predstavnike ministrstva, ki jih pa žal ni, vsekakor si pa želimo, da bi se zadeve nadaljevale še v tej smeri. Hvala lepa. Sedaj nas bo pot zanesla po Savi navzdol, na sotočje 2 rek, Save in Krke. Tako kot se reki zlivata druga v drugo, tako je v Brežicah nastalo sotočje generacij, kjer je poznanje prihajalo vse, mlado in malo manj mlado prebivalstvo. Več o tem nam bo povedala Maja Friger. Lepo pozdravljeni tudi v imenu knjižnice Brežice. Zaobljeni griči, obrobi Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi. Občina Brežice je kraj, kjer se stikajo svetovi. Bogatstvo naravne in kulturne dediščine, plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti. Občina Brežice se razprostira na 268 kvadratnih kilometrov in ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev. Knjižnica Brežice s svojim gradivom širi obzorja bralcev in obiskovalcev že več desetletij. V tem času je bila deležna mnogo sprememb in posodobitev. Prenovljena in dozidana zgradba je bila uvrščena na portal najlepših evropskih knjižnic. Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor zaradi številnih in raznolikih programov branjega in informacijskega opismenjevanja. Uporabnikom nudi nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovorja, ustvarjanja in širjenja obzorij. Začetke točke vseživljenjskega učenja Brežice segajo v leto 2008. S postavitvijo točke za samostojno učenje, pripravo gradiva in informiranja lokalne javnosti. V obdobju med letoma 2008 in 2013 se je na točki zvrstilo kar nekaj delavnic, tečajev, predavanj in drugih oblik neformalnega izobraževanja. Osredotočili smo se na ranljive skupine in najprej pričeli z delavnicami za brezposelne z Liljano Pahor, vodjo borze dela pri mestni knjižnici Ljubljana. Vsebine delavnic so bile naslednje: kaj je dobro, da vem, dnevnik iskalca zaposlitve in razgovor pri delodajalcu. V nadaljevanju smo izvedli še delavnico kariernega coachinga, skupno število udeležencev na delavnicah pa je bilo 45. Nato smo izvedli sklop tematskih predavanj na temo Živimo zdravo. Udeleženci starejše populacije so poslušali zanimiva predavanja znanih predavateljev. Med drugimi so bile najbolj obiskane predavanje Marjana Gorevca, Romana Stoperja, Sanja Lončar,
Kot vidite, so bile teme kar izbrane in obiskovalci so dali še pobudo po tovrstnih izobraževanjih. Bralni krožek pod vodstvom Alenke Šet je zaživel v okviru CVŽU in se še vedno izvaja vsak 1. in 3. četrtek v mesecu. Število zavzetih bralcev, ki redno obiskuje krožek, je 9, večinoma so to upokojenci. Izvedli smo tudi sklop predavanj čustvene inteligence, kjer smo gostili znanega psihoterapeuta Zorana Milivojeviča in Romana Vodeba. Tudi nekaj utrinkov z teh predavanj. Za starejše brezposelne in upokojence smo v tem obdobju izvedli več začetnih in nadaljevalnih računalniških tečajev. Ti so obsegali 48 ur, hkrati pa se na posameznem tečaju učilo 10 udeležencev. Začetni tečaj je zajemal osnove računalnika, Worda, interneta in elektronske pošte. Nad nadaljevanjem pa so znanje nadgradili z uporabnimi spletnimi stranmi, ki omogočajo ažurne in hitre informacije. Tečaji so potekali skozi celo leto in dejansko smo imeli od 2, 3, mogoče celo 4 tečaje na leto, tako da kar nekaj udeležencev je pridobilo ta osnovna znanja računalništva. Sledil je še sklop predavanj na temo Narava neznana znamka, kjer smo se družili s prav posebnimi gosti, utrinki tudi iz teh predavanj, zunaj je pa filmček kratki, kjer so tudi te zadeve mečken bolj predstavljene. Spomladi smo zaključili še začetnimi in nadaljevalnimi delavnicami z glinom pod vodstvom Mojce Barbič. Nastajali so izdelke od reliefa do forme, ki si jih lahko danes prav tako ogledate v priložnostni razstavi. V 5-letnem obdobju smo na TVŽ Brežice zabeležili kar 2782 udeležencev. V zadnjih 2 letih je obisk nekoliko manjši in sicer zaradi tega, ker smo se osredotočili na večurne tečaje in delavnice v manjših skupinah. Na TVŽ Brežice smo dosegli večjo vključenost ranljivih skupin v različne oblike učenja, dostop do novih oblik samostojnega učenja s pomočjo IKT tehnologije, izboljšano kakovost in učinkovitost izobraževanja s poudarkom na neformalnem učenju in seveda večjo socialno vključenost starejših občanov občine Brežice. Projekt Center vseživljenjskega učenja odprl do dejavnosti, ki bi jih knjižnica na takšnem nivoju težko sama izvedla. Najbolj ponosni smo na računalniški tečaj za odrasle in bralni krožek, ki sta nastala v okviru projekta CVŽ in se še nadaljujeta. S tem smo na TVŽ Brežice ustvarili 3. življenjski prostor za spodbujanje vseživljenjskega učenja in s tem zmanjšali osamljenost in izoliranost starejše in brezposelne populacije v Brežicah. Učinkovitost projekta je odlično ravno zaradi tega, ker je vsak od vključenih prispeval svoj delež k večji kakovosti, skupnim ciljem, javno dobro in k osebnemu razvoju udeležencev. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi Ljudski univerzi, nosilki projekta in seveda upamo in se veselimo nadaljnjega sodelovanja. Hvala. Za konec pa pristanemo na enem najlepših krajev v Sloveniji. Stanjevica na Krki je krasen otok, ki bi ga po vseh dejavnostih vseživljenjskega učenja lahko preimenovali v otok druženja in ustvarjalnosti. Na sprehod po otoku nas bo popeljala Alenka Žugič. Lepo pozdravljeni. Ko smo načrtovali današnji dogodek in se dogovorili, da se bomo v Stanjevici ustavili nazadnje, sem rekla, da bom imela najbolj preprosto delo. Pritrdila, da vse predpovedano drži tudi za nas, da je bilo krasno in barvito in tako lahko zaključila. Ampak vseeno želim pokazati, da se je pri nas pa res veliko spremenilo z vključitvijo v ta projekt in da so pozitivni učinki tega zelo daljnosežni. Stanjevica na Krki, ena najmanjših in pritrjujem Anji, brez dvoma najlepših mest, je čestitljivo staro mesto in hkrati zelo mlada občina. Pestrost kulturnega in družabnega dogajanja v kraju s svojim dejavnostmi pomembno žlahni tudi enota Valvazorjeve knjižnice Krško, ki tu deluje od leta 2000. Knjižnici, v katero je včlanjena dobra petina prebivalcev občine, letno zabeležimo preko 6000 obiskov zaradi izposoje in izposodimo blizu 20 000 enot gradiva. Na različnih dogodkih, ki jih pripravljamo, se je zvrstilo že veliko število imenitnih imen. Posebno pozornost namenjamo tudi zanimivim ustvarjalnim sokrajanom.
Tako je knjižnica močno usidrana v zavesti domačinov, ne le kot zakladnica knjig, temveč tudi kot mesto druženja, vseživljenjskega učenja in ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Svet se danes vrti na način, ko se ljudje vse bolj zavedamo pomena učenja v vseh obdobjih življenja. Različne oblike neformalnega izobraževanja in učenja niso dobrodošle le v velikih središčih. Želja po spoznavanju novega in učenju kliče izvajalce tovrstnih dejavnosti tudi ven v manjše kraje. Tako je ponudba sodelovanja v projektu z Ljudsko knjižnico Univerzo Krško prišla ravno pravi čas. Saj v Kostanjevici do leta 2008 organiziranega vseživljenjskega učenja skoraj ni bilo. Ko smo začeli sodelovati, smo se morali najprej učiti, spoznavati. Pot k temeljnemu cilju, seznaniti z možnostmi in zagotoviti dostop do vseživljenjskega izobraževanja čim večjemu številu prebivalcev, smo začeli na precej neizhojeni stezi. Že v začetku se nam je zdelo najpomembnejše nagovoriti predvsem tiste, ki nimajo toliko možnosti za učenje in druženje, ter one, že nekoliko starejše, ki so se umaknili od aktivnega življenja, a bi se še želeli kaj naučiti, tudi deliti svoje znanje in, kar je zelo pomembno, se aktivno družiti. Biti del živahnejšega življenja. Tako smo dejavnost vodili v dveh smereh. V knjižnici so se odvijale delavnice, s katerimi smo udeležence spodbujali k aktivnemu vseživljenjskemu učenju in ustvarjanju, organizirali pa smo tudi predavanja o temah povezanih z različnimi področji vsakdanjega življenja. Predvsem smo poudarjali socialno vlogo naših aktivnosti. Da ljudi združimo, da se vedno lahko nekaj novega naučijo in tako kvalitetno osmislijo dan. Nismo iskali dogodkov, ki bi vabili množice ljudi, pomembno se nam je zdelo, da prebivalce spodbudimo k sodelovanju na dolgi rok, z delavnicami, večkratnimi srečanji. Nabor dogodkov je zelo pisan. Ustvarjanje z glino, mala šola računalništva za babice in dedke, predavanje o zdravem življenju, vrtnarstvu, okolju, astrologiji, vzgoji, prehrani, starih običajih, učenju angleškega jezika, pletenje košarji šibja, skupno druženje na pohodih po okolici, ročna dela, od hvačkanja in pletenja do izdelovanja rešiljeja, razstave, tečaj fotografije, zimski večeri ob knjigah in čaju. Čaja smo sploh popili veliko in našteli 247 dogodkov ter 3896 udeležencev. Številke so sicer oprijemljiv kazalnik. Se mi pa zdi, da bodo kmalu pozabljene. Ostali pa bodo novo znanje in spretnosti, spomini na dobra druženja, prijateljstva. Teh 3896 prištetih obiskov lahko vidimo kot 3896 krasnih ur, kar je za skoraj pol leta dni. Pozitivno vzdušje med udeleženci, njihova zvesta prisotnost ter nešteto prijaznih, spodbudnih besed ob teh ustvarjalnih in prijetnih srečanjih pa po mojem mnenju dokazuje resnično smiselnost projekta, da je dosegel svoj namen. In ne bom pretiravala, če rečem, da je za Kostanjevico in za njene prebivalce točka vseživljenjskega učenja postala nepogrešljiva. Ne smem tudi mimo dejstva, da se je v zgodbo kostanjeviškega vseživljenjskega učenja povezalo veliko pravih ljudi in ne pozabiti poudariti velike podpore in dobrega sodelovanja z vsemi, ki odločajo o našem delovanju. Dobro je tudi, da smo v današnjih nezaupljivih in birokratsko zahtevnih časih lahko sredstvi razpolagali povsem samostojno in so bila prav vsa porabljena izključno s cilji projekta. In še nekaj naj podčrtam. Veliko časa in truda je potrebnega, da se z dejavnostmi usidraš v okolju, da se ljudje navadijo, da postane to stalnica in da začneš dosegati zastavljene cilje. Zato apeliram na vse, ki imajo škarje in platno, da razmislijo, sedaj, ko se je vse skupaj ustavilo. Ne gre za tako velika finančna sredstva, ki so pa lahko oplemenitena na mnogo načinov, takih, zaradi katerih je življenje v okolju kvalitetnejše in lepše. In še to, kot sem že rekla, ko smo začeli pred 5 leti, si niti nismo najbolje predstavljali, kaj lahko dosežemo. Sedaj, z izkušnjami, lahko že naprej zagotovimo, da znamo. In tudi vemo, kaj je okolju dobrodošlo in potrebno.
Točka vseživljenjskega učenja je spodbudila res veliko dobrega. V knjižnici se godi živahna zgodba, kar je dobro za naš kraj in za naše ljudi. Kot sem rekla, v Kostanjevici se projekt z 31. avgustom letos še ni zaključil. Imamo še veliko idej in načrtov. Predstavitev zaključujem s to idilično fotografijo naših ponedeljkovih pohodnikov, ki bodo v ponedeljek že 40. vandrali. Z iskreno zahvalo vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k tej zgodbi in željo po novih, dobrih, uspešnih sodelovanjih, ustvarjalnosti in druženju še dolgo naprej. Hvala. Hvala vsem za izčrpne predstavitve. Povzamem lahko samo to, da so bile naše točke vseživljenjskega učenja v vseh letih žive, dobro obiskane in sprejete strani ljudi. Radi so prihajali, se učili in med seboj rasli. In ker več glav, več red, smo Posavje povezali v znanju in marsikomu znanje prinesli na domač prav. Tako, ker smo del poti že prehodili, se bomo na tej točki malo spočili, povabim vas na kavo in na ogled razstave, ki so jo pripravile točke vseživljenjskega učenja.